Februar je mesec varne rabe interneta. V tem času na točki osveščanja o varni rabi interneta se vsi, ki delujejo v sklopu Fakultete za družbene vede, pripravljamo številne aktivnosti, s katerimi skušamo mlade, pa starše njihove in seveda tudi učitelje nagovoriti k različnim dejavnostim in premislekom o varni rabi interneta. Dan varne rabe interneta je 7. februarja in to je naš največji praznik z področja varne rabe interneta in ga praznujemo pravzaprav po celem svetu. Letos že 20. Kar se tiče težav, ki jih imajo mladostniki na internetu, zagotovo največji problem je spletno nasilje. Tega je izredno veliko in se z njim dejansko srečujejo vsakodnevno. Stvar je prišla že tako daleč, da so danes začeli normalizirati blažje oblike spletnega nasilja, kot so recimo žalitve, mogoče kakšne žaljive objave, predelave slik in podobno, in to niti več ne smatrajo kot nasilje. Naslednji velik problem v povezavi z varnostjo na internetu pa je varovanje zasebnosti. Namreč mladi zelo pogosto o sebi na spletu razkrivajo več, kolikor je primerno, predvsem z vidika, da jim ne škoduje. In jaz pravim, da imamo na žalost pomanjkanje kulture varovanja zasebnosti. Mi smo se odločili, da bomo glavno temo posvetili problematiki neprimernih vsebin na spletu, ki imajo negativen vpliv na mladostnike. Mladostniki zelo radi spremljajo vplivneže. In imamo vplivneže, ki prinašajo neke zanimive informacije, ki so zabavni, imamo pa na drugi strani tudi vplivneže, ki širijo neprimerne poglede, ki spodbujajo spletno nasilje, ki širijo sovraštvo do manjšin, do žensk in skratka promovirajo način življenja, ki nekako mladim, ki ga skušajo posnemati, v bistvu povzroča zaradi tega težave in to ni pravi način življenja. Če pa pogledamo drugo plat, se pravi, če pogledamo pornografijo, ki je zelo problematična, imamo pa težavo, ker s pornografijo se mladi srečajo že zelo zgodaj. Glavni problemi pri pornografiji so, da gre za zaigrane prizore, da gre za industrijo, ki je namenjena pridobivanju dobička in pa, da širi napačne poglede na spolnost. To je ključno. Internet je prosto dostopen načeloma vsem, kar pomeni, da vsakdo lahko pride do vseh vsebin, ki so tam dostopne, tudi otroci. To pomeni, da tudi če mi recimo uporabljamo neke filtre, namestimo neke filtre, ki obljubljajo, da bodo otroke zaščitili, se moramo zavedati, da otrok nikoli ne moramo 100% zaščititi pred temi pastmi, ki nanje prežijo na internetu. Dejansko gre za nek lažen občutek varnosti, ampak ko bo otrok šel ven iz tega našega okolja, kjer skrbi filter za zaščito, se bo srečal z neprimernimi vsebinami in bo izpostavljen in se ne bo znal pravilno odzvati nanje, ker jih pač ne razume, ker se z njim ni nihče pogovoril. Ker skozi pogovor bomo otroka vzgajali in mu tudi obrazložili, zakaj so nekatere stvari takšne, kakršne so in kako jih pravilno razumeti.